Kolega Antal, morda. No, jaz sem razmislil, da bi mu dali preden štartamo, lahko pa, če hitite, gospod Župan. Takrat sem vam hotel dati pomembno besede, tik, ko začnemo delovno. Lahko, ker si je vodil. Ne, sej bomo zdaj izvoli. Torej, naj poudarim, kolega Antal, seveda razredni soradnik, jaz ga ocenjujem in cenim kot odgovornega predstavnika delodajalcev, ki se je pripravljen pogovarjati in seveda tek si želimo čim. Hvala. No, kar se tiče razrednega sovražnika, sem jaz ta pojmo gledal. Ker so vaši kolegi s daljne strani Marksa niso brali, pa niso vedeli, kaj vam piše, pa sem jim razložil, s kje sem to pobral. Ampak to gre čisto rešalo, mi smo seveda partnerji, na področju varnosti in zdravja pa delo pa toliko bolj partnerji, ko ste videli potem, ko bom te stvari predstavil. Jaz imam po tem čudnem spletu dogodkov sem padel to varnost in zdravje pri delu tako zelo nenačrtno, pa nič kaj rad ne to. Ampak očitno je nekdo tam gor se odločil, da moram dati to skozi pa spoznati, da to ni marginalna in nepomembna tema. Najprej o tem dogodku, vsak dogodek, ki ozavesti vsaj nekaj ljudi, da je to zelo pomembna tema za naše skupno življenje in da nam mora biti vsem zelo, zelo mar za varno in zdravo delo, tako delodajalcev, delavcev in družbi, je pomemben dogodek. Vsakdo, ki bo odnesel vsaj sporočilo, da vsak delodajalec, ki odnese sporočilo, da se mu splača vlagati ne pomeni financirati, vlagati pomeni zgolj in samo to, da delavcu rečeš ti, da tvoje okolje nič vredno, zakaj ni očala gor. In delavcu, da bo ta očala gor imel, zato, da ne bo brez enega očesa hodil in da bo zgubil, ampak o tem kasneje. Zdaj, danes bi se jaz zelo nerad pogovarjal o posledicah. To je naša specialiteta. Zelo radi se pogovarjamo o posledicah. Posledice so pomembne. Imamo pri azbestni posledice, imamo posledice pri ljudeh, ki so invalidni, ki so izgubili možnosti, ki obolevajo in tako naprej. Ampak mi se moramo lotiti vzrokov. Vzroki so ta problem. Mi se moramo lotiti problema pri nastanku nevarnosti. Mi se zelo radi pogovarjamo o posledice. Poglejte, kaj medijev sporočajo. Delavec je padal 5 metrov dol in se ubil. Tragedija. Ampak zakaj je padel dol? Mogoče zato, ko mu ni dal delodajalcev prti na pasu. Ali pa zato, da se izmišljujem, ali pa zato, ker si ga on sam ni dal. Mi se vedno lotevamo posledic. In posledice lotevamo tudi v političnem življenju, pa bodimo odkriti tudi v vsakodnevnem življenju. Mi se moramo lotiti vzrokov. Naša kultura na področju ozaveščenosti pomena varnosti in zdravja pri delu je slaba. Spomnite se, kolikrat ste se usekali, kolikrat ste se poškodovali doma. Na domačem vrtu, v kuhanju in tako naprej. Nimamo kakšne visoke kulture okrog tega. Pa zeleni luči čez cesto pa gremo, ne? To pa ni problema. To, da jaz zadnji sem neki vrtu, pa sem slabo prijel neki, pa brez rokavice, pa sem se po prstu usekal, to je čisto normalno. Ampak pri zeleni luči bom šel pa čez. Ne pa rdeče. Ker pomeni, da je osnovni problem, da smo izredno slabo ozaveščeni. Sem pol kasneje tudi povedal, mi moramo z ozaveščenjem začeti pri najmlajših, da ne govorim o tem, da je kultura oziroma poznavanje menedžmentov ekstremno slabo. S tem, da vam moram še nekaj povedati, jaz zastopam mikropodjetje. Teh je pa 98% Slovenije, kjer je treba v različnih dejavnostih zadeve spraviti do delodajalca in pa seveda tudi do delavca. Zato jaz zaključujem pol tisti svoj del predavanja o tem, da je to skupno delo. Trditev, da delavcu ni treba nič narediti in delodajalcu vse, je skrajno slaba trditev. Nima pravega sporočila. Oba morate svoj del opraviti. In opraviti mora svoj del tudi vlada, oziroma najprej ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tako prav, ja, pa tudi ministrstvo za zdravje. In tu se nismo še ustrezno povezali. Potem pridemo še do stroke, kjer bomo morali te postopke in vse skupaj narediti tako, da bo razumljivo tistemu delodajalcu, ki mora poskrbeti za to, in tistemu delavcu, ki mora to izvesti.
Prej kolega Fabijan rekel 400 milijonov tako čez spavc, samo tisto, kar je neposredno škoda. Koliko stane to še zdravstveno blagajno, žal tudi pokojninsko pri invalidskih upokojitvah in tako naprej. Ampak, ko smo govorili, se spomnite, ko smo govorili, da moramo ta prvič dokapitalizirati Ljubljansko banko, se ni bilo ta prvič, da je bilo že da tretjič. Kakšen je bil vaš občutek? Groza, svinjarija in tako naprej. Ne? Če vržemo stran zaradi lastne malomarnosti ali pa neozaveščenosti, 400 ali pa tudi milijardo, tega pa niti ne vem. In zdaj, če je, tle mi je všeč kolega Fabijan rekel, gledajte, trg dela se bo spremenil, hoteli ali ne hoteli. Mi smo del globalnega sveta, del globalne konkurence, mi se žal kot Albanija, bivša, ta stara, ne moramo zapreti, ali pa Kuba. Mi bomo morali biti konkurenčni na svetovnem trgu. In če bo fleksibilnost, ali pa fleksibilna varnost močno prisotna, če bomo hoteli zagotoviti delovna mesta in držati, močno prisotna na področju trga dela, bo mogla biti nujna in obvezna sestavina trga dela tudi varnost pri delu in zdravju. Ker če bomo mi ljudi, v katere smo investirali veliko denarja, vsakega smo investirali, od vrtca naprej, to je vse naš davkoplačevalski denar. To, vsakič, ko vidite, da se kaj zgodi, se spomnite, da gre direkt z vaše denarnice. Ker če je kdo zdrav, gre tudi z vašega prispevka za zdravstvo. Če je kdo invalid, gre tudi z našega prispevka za pokojninsko zavarovanje. Ker pomeni, da to ni problem drugega, to je tudi moj problem. Tako bo moralo biti zelo fleksibilno in bistveno manj rigidno tudi področje varnosti in zdravja pri delu. Ne samo z tem, da imamo, srečo imate tisti, ki tega ne poznate dobro, da imamo relativno dober zakon, pa tako džunglo podzakonskih predpisov, da jih še stroka včasih ne razume. Da ne govorim, da so predpisi stari in nesodobni, da niso več usklajeni. Zdaj, ko se pogovarjamo o novih izzivih, mi se ta trenutek tudi, jaz sem član Evropskega odbora za varnost in zdravje pri delu, to je nasvetovalno telo Evropske komisije, pa še Agencije za varnost in zdravje pri delu Evropske, se tudi ukvarjamo s posledicami. Ves čas. Velika težava je, recimo, razpravljamo o frizerih. Substance, s katerimi frizeri delajo, so najmanj, kar so, ustvarjajo eksceme na rokah in tako naprej. A je problem ni, potem je problem v substanci, s katero delajo. Se nam bo seveda dogajalo, da bodo nove stvari prišle, za katere ne bomo vedeli za škodljivost. Kot za azbest nismo vedeli 100 let približno na uporabi. Nismo vedeli za to. Nanotehnologije me ekstremno skrbijo. Nanotehnologije bodo postale, po mojem, nov azbest, pa ne takoj. Čez približno 50 let, ko bomo spet začeli ugotavljati, kaj je bilo narobe in bomo vse nanotehnologije dali. Ni vsaka nanotehnologija škodljiva. Vsaka sveča povzroči nanodelce, ki so pa naravni. Mi se pogovarjamo umetno. Jaz bi s tem približno končal, želim pa provocirati, mogoče za konec še en vic. Pa ne iz ga osla, zdaj, ko vam bo razložil, je mat kot osebno. O ozaveščanju. En kmet je imel enega zelo trnast osla, to zelo rad povem. In je ugotovil, da ga ne more zdresirati in je ugotovil, da je na 3 dni hoda deleč in pa en odličen dreser za osla. In pripelje tistega po 3 dneh tistega osla tja, pa prav tale kaj, pa s tem oslom nič ne uboga, vse nasprotno dela tako naprej. In prav, tale dreser prav, primite tega osla za uzdo, pa ga obrnite tako proti meni. Ga obrne, vzame eno veliko leseno kladivo in ga užge, to je sreč včera. Pa prav ta, čakajte, se vam misli tega osla prepeli, da vi ga ubijete. In rekel, niste mi ga, ampak jaz sem mogel najprej dobiti tega osla pozorno. In to velja za vse nas. Za tiste, ki predstavljamo delavce, za tiste, ki predstavljamo delodajalce, predvsem pa, bom tlele se opračuvi v mojci, predvsem pa za vlado. Sektor za varnost in zdravje pri delu se je skrčil za ne vem koliko ljudi. Zato, ker to ni očitno pomenilo tega. Hvala. Hvala, Igor. Zdaj,